Justin Bieber, Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie. Prav vsi so že kupili vozovnico za polet v vesolje. Načrt podjetja, ki organizira izlete v vesolje, je namreč bil, da bi se v vesolje odpravili že v začetku prihodnjega leta. Žal pa se je pri poskusnem poletu zgodila nesreča. Turistično vesoljsko plovilo 2 je v kalifornijski puščavi razpadlo, ker se je ena izmed varnostnih funkcij vključila prezgodaj. Poglejmo, kakšna je zdaj prihodnost vesoljskega turizma. 50 let po prvi raketi v vesolju se bliskovito razvija tudi vesoljski turizem. Nedavna nesreča vesoljskega plovila 2 družbe Virgin Galactic ni zmanjšala navdušenja. Za vesoljski potep pri tej družbi se je namreč odločilo že 800 radovednežev, ki so za 6-minutno lebdenje v breztežnostnem prostoru 110 km nad zemljo odšteli 250 000 evrov. Skoraj toliko kot hiša stane 2,5-urni polet s še 7 sopotniki. Virgin Galactic pa ni edino podjetje, ki ponuja obiske v vesolju. Vesoljska potovalna agencija Space Adventures bo takšne polete ponujala za 80 000 evrov. American Space Corporation, katere pobudnik je Buzz Aldrin, drugi človek, ki je stopil na Luno, pa bo izbrala celo 5 srečnežev, ki bodo v vesolje odleteli zastonj. Za 100 000 evrov pa tak let v vesolje že konec tega leta ponuja nizozemsko podjetje. Vesoljsko plovilo Lynx je narejeno za 2 potnika, pilota in turista, ki bosta v vesolju 1 uro, prav tako 6 minut v breztežnostnem prostoru. Bodoči turisti bodo v vesolje lahko poleteli tudi v posebni obleki ali kapsuli in potem skočili s padalom. Tako se je do vesolja povzpel Googlov menedžer Alan Ostis, ki je postavil nov rekord. Ambicije pa so še večje. We're on the brink of a new space age where NASA wants to send people to the moon again by 2020 and eventually try and send people to Mars. Strokovnjaki pravijo, da smo na pomembni prelomnici in morda bomo kmalu počitnice na morju zamenjali za potep po vesolju.